Bolečine v sramni kosti ponavadi zavirajo vadbo oziroma ženske, ki občutijo bolečino v sramni kosti, pol raje ne delajo nič, ampak to ni glih fajn iz vidika drugih sklepov, mišic in tako naprej, tako da bom pokazala par stvari, s katerimi si lahko olajšate in kaj v bistvu ni priporočljivo delati takrat, ko imate bolečino v sramni kosti. Pa začnimo kar s prilagoditvami, gremo na vse 4. Ponavadi vidimo vajo Superman, kjer dvignemo eno roko in drugo nogo odlepimo v tav. In tukaj v bistvu je dosti pritiska na sramno kost in zato jaz prilagodim vajo tako, da v bistvu noge ne odlepimo v tav, ampak sam drsim in tukaj zelo zmanjšamo to v bistvu pritisk in včasih ženske pri teh vajah pol ne čutijo več bolečine. Ampak še vedno, če jo čutite, tudi pri tej vaji enostavno pač ne delate. Večini to pomaga, nekaterim pa seveda ne. Pri vajah na boku, recimo školjka, punce tudi čutijo pritisk, zato si lahko med kolena damo blazino, lahko si jo tudi zvijemo, da je malo višje in v bistvu tukaj naredimo pol, že kar čutim to olajšanje, kako se v bistvu sprosti in delamo rahle premike, ker je pač ta vaja še vedno toliko priporočljiva, ampak ne spustimo noge do konca, tako da ni tega premikanja, ni te tenzije in je pol lažje, tudi čutimo, da lažje delamo. Seveda, tako kot prej velja, če čutite tudi tukaj, enostavno treba najti pol drugo rešitev. Tudi ta vaja, recimo, ko ležimo na boku, je zelo dobra, ampak večinoma čutimo pritisk, zato si navežemo eno elastiko in si malo pomagamo z roko, tako da razbremenimo ta predel in zopet velja, če seveda to nam služi kakor olajšanje, če ne, enostavno najdemo drugo rešitev. Super. Vaje, ki jih pa ne priporočam pri bolečini v sramni kosti, so pa unilateralne vaje, torej da delamo z eno nogo, izpadni korak, torej izpadni korak nazaj, izpadni korak na mestu, variante oziroma lastovke. Vse, kar je teža na eni nogi, ni priporočljivo delati z bolečinami v sramni kosti.